Novice lahko arhivirate s pomočjo dveh orodij, RSS-a in pa novic. Najprej si poglejmo RSS. RSS je tehnologija na podlagi XML oziroma razširljivega označevalnega jezika, ki vas samodejno obvešča o objavi novih novic, zato jih ni potrebno ročno pregledovati in označevati. Kliknite Dodaj RSS in vstavite URL naslov, na katerem se nahajajo novice na vaši spletni strani. Kako to izgleda na spletni strani RTV Slovenija? Kliknemo na RSS z desnim gumbom, skopiramo URL naslov do novic in ga skopiramo v okence. Stestiramo nastavitve, vidimo, da najde 20 novic, zato so nastavitve pravilne. Če želimo, lahko te nastavitve nato shranimo in uvozimo vse novice ali pa dejanje prekličemo. Na strani občine najdemo RSS, ponavadi s klikom na znak za RSS novice. Vzamemo link do novic, ga skopiramo, prilepimo v okence za RSS, testiramo nastavitve. Prav tako vidimo, da so nastavitve pravilne, shranimo spremembe in uvozimo vse novice. Če pa tega ne želimo storiti, pa kliknemo Prikliči. Za novice lahko nastavite tudi interval osveževanja med posameznim preverjanjem za nove novice, ki je sedaj nastavljen na 36.000 sekund, kar pomeni 10 ur, in pa največjo starost novic, ki jih bo asistent še shranjeval. Sedaj je nastavljeno na 5 tednov, kar pomeni, da bodo novice starejše od 5 tednov avtomatično pobrisane. Če bi želeli vse shranjene novice izbrisati, kliknite na gumb Izbriši vse indeksirane novice. Če ste katero od nastavitev spremenili in bi želeli, da se vrne na takšno vrednost, kot je bila na začetku, kliknite na gumb Ponastavi. Videli boste, da se vrednosti vrnejo na prvotne. Vsake spremembe morate nato potrditi s klikom na gumb Shrani spremembe, sicer se novice ne bodo shranile.